kako je vtihno. Probate to narediti. To se da narediti. In to prve pa 2-3 sekunde, ne, pol bo vedno več in bolj, ko si ti zaveden, ko imaš naenkrat pod kontrolo. Ja, če ima samo slabe misli. Ja, to ti da slabe misli. Razum ti da slabe misli. On lo čuje. Ja. Ja. Probaj ga kontrolirati. Vse ima. Kako? No, vse lepše vidiš. Kaj vidiš lepše? Ja, v naravi, kjerkoli si. Da te pa mi ne en povej, če 2 sekundi leh nič mislil. A že kjer proba to? Kak? Težko je to. Ja, pa vam povem, da se da. Samo greš v sebe, se opazuješ in ono vtihne, probate. Ali pa pogledajte, zdaj, ko smo rekli plus, minus, yin, yang, ne? Probaj vdihnet, pa izdihnet. No, probate. Vdihnet, pa delate ten čas, no? Zdaj se pa odločite, pa zadržite vdih. Kaj se je dogodilo? Ste prenehali razmišljati? Probate še enkrat, boste videli, da to gre. In to je ista zadeva, če greš v sebe, se opazuješ, razum vtihne. In to zadevo lahko delate na vseh ravneh, pri jezi, pohlepu, nadutosti, kaj pa vem, vse te zadeve, ki nas zabavajo, jih lahko tako umiriš. V tem principu je tudi joga, ne? Se to je joga. Ja. To je meditacija, to je v bistvu joga, joga ni joga, je druga zadeva, ne? To je meditacija. In meditacija ni nič druga, ko prenehati razmišljati. Nič druga, nič komplicirati. To eni samo komplicirajo tam. In pol tam neki meditirajo, pa razmišljajo, kako bo je, ne vem kaj vse, to ni nič. Poslušaš, poslušaš. Da poslušajte, zdaj to. Ampak probajte poslušati, ne razmišljati. Pa ne zdaj, meni je všeč, pa ne, tuto pa ni lepo, tuto pa lepo, pa ne ločuvati, samo poslušajte. Se dala poslušati, pa nič razmišljati. Gre, ne? Zdaj pa tako, to ne razmišljati, ne? To morate se non-stop zavedati. Ker čez pol ure boste tam že pozabili. Probajte to non-stop delati. Non-stop se zavedati. Boste videli, boste čez en čas, pa boste prišli to nato. Zdaj, če gledate to razsvetljenje, eni pravijo, se razsvetli. In če takrat človek zamudi gleda televizijo, pa ne vem kaj, vse dela, je drugi dan 100% utrujen. Če boš pa ti šel takrat spat, pa 4 ure spal, se lahko obene zbudiš, pa ne boš nikoli utrujen. Se pravi, moraš gledati, kako tudi organe naše delujejo. Naprimer, debelo črevo se prazni od 5. do 7. ure. Če takrat ne greš na stran, si ponovadi 3 dni zaprt. To se dogaja ljudem. Se pravi, da moraš takrat iti. Želodec se obnavlja, zdaj tole dobro poslušate, boste rekli, da sem nor, ampak želodec se obnavlja od 7. do 9. ure. In takrat ni dobro jesti. Se pravi, da zajtrk ni zdrav. Pa vsi kjerkega godko vprašaš, ja pa ne more zjutraj jesti, ja pa vsi pravijo, kak je zdrav. Zdaj pa idite v Ameriko, kakve torble so, ko se tako baše s tem zajtrkom. Zajtrk ni zdrav. Ali prej ješ, ali pa poznej. Zdaj jaz vam na Facebooku imam to, tudi organe, kako delujejo.
Lahko greste tam to pogledati, za vse organe, ne? Kopičenje energije, želodec, debelo črvo, kak se jetre, to. To je fajn, da poslušati svoje telo pa da. Od 5 do 10 naj bi se telo čistilo, je to pravilno? Ne, debelo črvo se čisti od 5 do 7 ure. Ja. Pa dosti piti zjutraj? Ja, topla voda, mlačna voda, najboljše, 2 pari mrzla, ne. Mlačna voda, malo zabojkla, pa to fajn gre, ne. Zdaj pa tudi tak, če vam jeter ali pa žolčne dela vrede, ne. Ponovadi je pesek kriv, ne, to je spet prehrana kriva, zato pesek dobiš pa kamenje v žolču, ne. Jetre pa izvajajo žolč, ne, in pol žolč ne pride v žolčovod in če ne pride pol dosti žolča v debelo črvo, si zaprt. Se pravi, da moraš spet pri prehrani gledati, ne uživati veliko teh oksalatov, pa tako, ne, putika imajo v bistvu kao, tisti ljudi, ko dobro jejo, in se tisti tudi kar mešajo hrano, ne, vse pojejo od slaščice, dobro živijo, ne. In pol imajo probleme, ne. Kdaj je pa najboljša telesna aktivnost, zjutraj ali zvečer? Ja. Zjutraj, ne? Ja, gledajte, včasih ni bilo elektrike pa tega, ne, zakaj so ljudje rana ura, zlata ura, ne, so šli delati, pa so delali na polju, ali pa so šli loviti za prehrano, pa to, ne, pa so migali, cel den, ja, po noči, pač ni dobro. Vodnik, to je elektrolit, se pravi, da sol prevaja elektrika, ne, in če človek ne da zadosti soli, ni prevodnosti. In če ni prevodnosti, ni elektrike, ne morejo sladkorji, pa maščobe zgore. In kaj nastane? Sladkorna, pa holesterol. Plus tega je tak, če človek premalo maščob uživa, si telo dela zalogo za koliko bo potrebovalo. In če greš ti zdravnikov, ti bo rekel, ja, vi imate pa holesterol. Ampak brez holesterola ne more človek živeti. Ženska sploh ne more zanositi brez holesterola. Zato je tudi problemov za tega, ko ne zanosijo ženska. Premalo maščob uživajo. Zdaj živali nastavljajo sol v gozdu, ne? In to glih po zimi. Zakaj? Zato, ko po zimi lahko zmrzne, če nimajo dosti elektrike v sebi, ne? Ja, krava, tudi, ne? Koza, krava. Edini problem nastane, če ti premalo uživaš vode, ne? Pol ti pa sol res lahko škodi, ne? Se pravi, da vode moraš približno 2 do 2 litra popoldne na dan spiti, ne? Sicer telo ti tak ali tak da signal, samo mi zamenjamo včasih z lakota, to ne pa se niti bašemo, pa bi 2 deci vode spili, pa bi bilo tako redi, ne? Ne bi bili več lačni. Kaj imamo tu? Tu imamo čunke, ne? Imamo svinjsko mast. Mogoče eventualno tole olje, kaj je že, laneno olje, naprimer, ne? Pa to je tak neutralno. Bučno olje je druga zadeva, ni tisto za solate. Konoplje, rečemo, ne? Zdaj pa, če mi pogledamo bela olja, nekako bela olja zakisajo telo, je tak, so esencialne kisline noter. Vi, če greste na more živeti, tam je sol v zraku, ne? To dela lužno telo. In oni imajo preveč lužno telo dol, ne? Oni rabijo kaj, olive, ne? Pa tisti kaki dol jejo, pa ne vem kaj še, morske ribe, to vse zakisa telo, to ni za nas. Ne? Se pravi, če bomo tako hrano jedli, se nam bo zakisalo telo, ne? Ker smo mi navajeni drugače tu. Ne? In kaj imajo virusi radi? Oni imajo radi kislo telo. Ne? Se pravi, da rak pa te zadeve, glih od tega pride zaradi zakisanega telesa. Ne? Se pravi, vam povem, da hrana je 80% zdravja. Ja. In zdaj,
potrebno je poslušati se, ne? Telo ti da signal, kaj je, kaj pa ne. Ni druge poslušati. Se ti zlušča vse jedinare, kaj boš naredil? Najbolje ga skuhaš. V kisem zelju so C-vitamin, skratka take stvari, kar ti potrebuješ. Koga pa ne 3 dni ješ, se ti pa priskuti, koga pa ne je več. Ne? Ja. Se pravi, da moraš jesti to, kar se ti lušta. Ne druge poslušati. Če te neke diete, pa ne vem kaj vse. To zdaj dobro poslušate. Vsa semena, od fižole do tetih oreščkov, orehov, skratka ta ješpelj pa te zadeve treba namakati 7 ur. Zakaj so to časi namakali? Ne zato, da je bilo prej kuhano. Ker v semenu, če vi gledate seme, seme, rečemo, ga imaš lepo tavžen let na suhe. Piramida so bili kup tavžen let, pa ni... Se pravi, ko pa prije seme v vodo, v plodna tla, skratka semena vsebujejo fitinske kisline pa tanine. In ti preprečujejo kalitev semena. In če mi ta semena uživamo, da je ne namakamo, se v telesu ne absorbirajo rudninske snovi, vitamini, pa te zadeve. In pol na dolgi rok umiramo. Če tudi vegetarijance pogledate, so tako, da bi izdahava v enem šli, ne? Da so slavokrvni, pa ne vem kaj vse. Kukor kakšni. Ja, kakšni, ne za vse. Kak? Ja, zdaj, če pravilno delaš, s hrano pol je v redu. Zdaj, naprimer, polirajo riž. Zakaj polirajo riž? Kaj rečete? A je poliran riž zdrav? Kaj rečete? Polirajo ga zato, da ovojnico odstranja. Fitinske kisline odstranja. In pa ga lahko takoj kuhaš. Če pa češ ti polno zrne, mislim, da moraš ga pa namakati. Kak? Prav riž je za Kitajce, riž ni odstu doma. No, ampak za primerjavo dam, ne, za koga polirajo. Da lepše skleri. Kak? Da lepše skleri. Ne, glih zaradi teh fitinskih kislin, da jih izločijo, ne? Tudi težko je. Ne, zakaj? Vi ste vegetarijanka, ne? Ja, No, jete kaj da riž? zelo redko. No, ampak ga jete polnozrnutega. Mislim, da ni Ja, poliran. Pa je dobro, ne? ja, Ja, ne, so treba ga namakati. ja, seveda. Drugač Kakor je ješpelj. ta stvar prisotna. Celo noč. Razumete zdaj, zakaj se to namaka? Vse tudi tisti oreški, pa vse te zadeve to vsebuje. Zdaj, če gledamo kruh, črni kruh, zdaj, če bi oni namakali to žito, bi bilo to vredi, tako pa to kar mlejejo. Ta kruh ni tako zdrav, ko eni pravijo. In ti, če greš v bolnico, ti dajo bel kruh, oni točno vejo. Najlažje prebavivo je bel kruh. Bolj ko je polno zrna, bolj ko je temen, bolj je ni zdrav. Še pa semena dodaja, ne take bučnice, pa ono, to je vse to prisotno, to ni zdravo, jaz vam povem, da ne. Težje je prebavljivo. Kak? Težje je prebavljivo. Element zemlje, to je lahko tudi kristal. To je skelet našega telesa. Tu ni duše še prisotne. Gremo element zemlje plus ognja. Element ognja, da to so virusi, bakterije, glivice, pa še bo kaj kako, sploh ne vemo, pa še ni raziskano. In zdaj, kaj delajo virusi, bakterije, glivice v našem telesu? Pa nas uničujejo. So koristne in nekoristne. To je vse koristno. Čist vsaka zadeva ta je koristna. To so čistilci naših organov. Gremo dalje. Zemlja, ogenj, voda. Ko je element vode zraven, kaj bi to bilo, kaj rečete? Zemlja je zemlja. Ko je ogenj zraven, so virusi. Ko je voda zraven, kaj bi to bilo? Rastline. In kaj delajo rastline? Rastline proizvajajo kisik.
In kisik že uničuje viruse, bakterije, glivice, patogene zadeve, ki živijo tam, ki ni kisika. In če v človeku nastane blokada, ni prekrvavitve, ni kisika, in kaj nas pol virusi do konca potamanijo. Gremo dalje, zemlja, ogenj, voda, pa zrak, kaj bi pa to bilo? Dajte pogledati, kak je naš, ki mi živimo. Živali. Zakaj pa so živali na svetu? Ene le jemo, ene imamo za cartlat, skratka služijo človeku. Jejo rastline, pa gremo pa zemlja, ogenj, voda, zrak, pa eter. To pa manj, da vemo, pa je. To je pa človek. In vsi tudi elementi so za človeka. Vse mi potrebujemo. In človek je vrhunec stvarstva. Zdaj, če kdo ve, kaj je življenje, zakaj živimo? Se nekaj naučimo. Ja, to bo država. Se pravi, ko se rodimo, imamo kaj za reči, nič ne moramo reči, ko umremo, imamo kaj reči. Kaj pa naše življenje? Imamo kaj za reči? Nič nimamo za reči. Nam je vse to dano. Se pravi, časa v bistvu sploh ni, ampak imamo svobodno voljo, In kaj je naša svobodna volja? Da sprejmemo to čudovito našo lepo življenje, ko nam je dano. Za vsakega je dano točno to, kar mu je dano. In ko sprejmeš, je zmijan tak, kak mora biti, si vedno pravi čas na pravem mestu. Če pa ti spreminjaš to svobodno voljo in greš skozi steno, ne gre, idi skozi vrate, ko boš odprte. Zdaj pa življenje. Kaj je zdaj življenje? Probajte to razumeti, ne se učiti. Predstavljajte si, vse, kar obstoja, je frekvenca. A veste, kaj je frekvenca? To je valovna dolžina. Dajte, tole je frekvenca. Opa, pardon. Vse posod je ta frekvenca prisotna. In ta frekvenca je prisotna tudi v našem telesu. Kak te je ime? Danilo. Danilo. Na zdravje. Kak je tebi ime? Merina. Merina. Vsak ima svoje ime, a je tako? In vsak ima svoje frekvence. Danilo ima frekvenco, Danilo pa in Danilo. In ko pogledamo mi frekvenca, to je valovna dolžina, plus, minus, gor, dol, zima, mraz, poletje, zima. A veš, to je dvojina, dvojnost, In kaj je skrito v tej frekvenci, v zvoku? Skrita je navada in navada je življenje. Se pravi, če pogledamo mi te plemena, oni imajo, kaj imajo oni? Oni imajo navade, oni z navado živijo. Ni zakon. Zakon je samo pri karmi. Vse se vrača, vse se plača. Ne vem, če razumete. In zdaj, ko se rodiš, nimaš v bistvu kaj reči, ko se rodiš, do 4. leta je razumel, kaj je bil, a se zavedal, ker se pravi, od 1. do 4. leta si pridobivaš razum. Razum ni naš. Skozi očeta, mater, otroški vrtec, šola in tako dalje, pridobiš razum. In skozi naš, ta razum je pol naš, se zavedamo, postanemo ti. In skozi ti razumemo vse to. In pol se to... Zdaj pa, če ne postanemo ti, kako bomo mi razumeli, kaj sploh smo? In ker prej ena rekla, kaj se mi učimo. To je to, to je naše življenje. In zdaj gremo, živimo malo na zdravje. Če je
življenje, navada. In če imaš slabo navado, človek kaj naredi? Zboli, ne? In kaj mora zdaj narediti, da bo zdrav? To je to. Ne moreš i neke tablete jesti, zelišča piti in ne vem kaj vse, ne? Moraš spremeniti navado. Ampak, če že tableto ješ, si že spremenil navado. Ampak poanta tega je, da moraš jesti to, ne, ali pa piti čaj. Ne? A razumete, kako govorim? Ne? Naučiti se človek v bistvu nič ne more, mora vse razumeti. Ne? Vse časi se z besedami sploh ne da povedati, treba to samo, da razumeš. Ne? Stisneš na limono, polovica limone, tista kavina žlička, ne pretirava soljo. Ne čajna žlička, ampak kavina žlička stoji notri, pa 2 deci vode to spiješ 2-krat na dan, pa tole zdraviš, pa tole sladkorna zgine kot keks. Ma ker sladkorna tu od vas, vem, da sladkorna. Vsi zdravi. Ja, super, ja se tako. Holesterol, kaj sem prej rekel, zakaj holesterol nastane? Zato, ker ljudi premalo uživajo maščob, ne? In potem se dela kot telo zalogo. Tisti močni ljudje, ko ste, ponavadi je vzrok premalo pitja vode. In kaj dela telo, če premalo pije vode? Si dela zalogo, za koliko potrebuje. In koliko celica pa rabi vodo, mora telo ima v bistvu 2 oceana, med celicami pa v celicah. Ne? In koliko rabi celica vodo, iz med celic potiste skozi membrano v celico vodo in takrat rabi velik pritisk. In pol temu se pa reče hipertenzija, visok krvni tlak. Ne? In kaj so pol ljudi? Vodenični so takle flekasti, debeli, ne, polni vode, pa imajo sigurno visok krvni tlak. In kako zdaj to pozdraviti? Vodo treba piti. Sem, če ti zdaj začneš pol vodo piti, to ni v 2-3 mesecih. Zdaj bo pa telo reklo, zdaj pa manj zdaj z vode. Ne? Ni, rabi najmanj pol leta, da enega leta, da ti sploh verjame, da zdaj pa ti to iz vode piješ. Šele takrat je bolj rezultat. Sam Bog vari pa naenkrat velik začniti vode piti, ker takrat te pa lahko zalije, te pa lahko rukne. Se treba to po pameti delati. Večkrat pa pomore. Ja, in te vodeničnosti imaš več sort, šetrno vodeničnost, srčno vodeničnost. Srčno vodeničnost je tako nareta, da ti zatekajo noge pa roke, tu si suh, jetrna vodeničnost si tak debel, noge pa to je suho, to je vse tako povezano. Pa potem ta recept pač velja za vse vrste vodenike? Kje recept? Ja, tak, več vode piti pa 1 leto, da se telo priladi. Ja, za vse pa tudi to ne gre, ne. Treba to postopoma, ne, to, ja, to treba pol Pa niso vse. Jaz moram to pregled narediti, pa to nikar takem foh, ne. Spravi, ti recepti niso čisto tak splošno veljavni. Ne, jaz zdaj, ta recept sem rekel za tiste močne ljudi, ne. Zdaj, če je srčna vodeničnost, tisti je druga zadeva, ne. Tudi v ostalih nasvetih si mislim, da niso tako splošno veljavni. Ja, treba že malo previden biti, ne. Samo kje pa se zdaj to ve? Ja, jaz to diagnozo Kdaj štima to, kdaj pa ne? Kak? Kako pa ugotoviš, kdaj to štima ali kdaj ne? Ja, pogledam, kako deluje jetrika, Recimo deluje tudi vse. vnos maščob proti holesterolu in tako naprej, količina soli, količina vode. Ja, to mora pač človek malo bolj sam sebe gledati, pa opazovati, ne, koliko potrebuje. Ena hrana se ti priskuti, ne, nehaj jo jesti. Že, kaj pa če recimo moje telo nekaj pač jaz bi pojedel pasjo radost, pol metra. Ja. Imam pravica pojesti ali ne. Jutri bi pa pojedel eno veliko sledo indivije. Ja, zakaj ne? Že, ampak pravim, če je to pravilo, da človeško telo potrebuje tisto, kar ti narekuje, in imam pravico tisto pojesti, da je to vse okej. To imaš pravico pojesti, ja, pa je okej. In je to okej.